Najprej sem povabil ministra za pravosodje Aleša Zalarja, ki ga je krizna skupina ministrov v ponedeljek zavodila za koordinatorja ukrepov v zvezi z težavami v podjetju Vegrad oziroma za pripravo pregleda ukrepov, ki ima država na voljo v tem konkretnem in sicer v podobnih primerih. Ministr, izvolite. V dveh dneh je posebna medresorska skupina, v kateri so bili predstavniki ministrstev za gospodarstvo, za pravosodje, za delo, za finance oziroma davčna uprava, inšpektorat za delo, tudi posebna družba za podjetniško svetovanje, pripravila prvo preliminarno informacijo o različnih vidikih tako imenovane zadeve Vegrad. Pri tej informaciji smo si pomagali tudi z nekaterimi informacijami pravosodnih organov v zvezi z odprtimi postopki, ki tečejo in ki so povezani z družbo Vegrad. Kot veste, je država prisotna v Vegradu tudi v lastniški strukturi preko posebne družbe za podjetniško svetovanje. In ta družba je opozorila zlasti na problem skoraj onemogočenega dostopa do informacij o poslovanju družbe in v zvezi s tem opozorila tudi na to, da nadzorni svet Vegrada ni prejel tistega, kar bi moral po zakonu o gospodarskih družbah, kot pa je letnega poročila o poslovanju oziroma revidiranega, konsolidiranega letnega poročila o poslovanju Vegrada za leto 2009. Tako poročilo je seveda lahko osnova za različne odločitve nadzornikov in v zvezi s tem je ta posebna družba, tako imenovana PDP, predlagala tej medresorski skupini, da prouči dva ukrepa. In sicer prvič, da preveri, ali so ustrezne zlasti kazenske določbe v zakonu o gospodarskih družbah v zvezi s tem problemom in drugič, ali ne bi kazalo dopolniti zakon o trgu finančnih instrumentov na način, da bi, tako kot velja za vse javne družbe, tudi za vse tiste družbe, ki izpolnjujejo kriterije po obstoječem zakonu o prevzemu, veljalo, da so dolžni javno objavljati svoje poslovne rezultate oziroma poslovna poročila. No, v zvezi s tem se je takoj na skupini izkazalo, da bo to težko, ker po zakonu o trgu finančnih instrumentov to velja samo za tiste družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, to pa Vegrad ni. Sicer pa so, če strnem te ugotovitve, ki izhajajo iz navedenih virov, ki smo jih doslej uspeli pridobiti, situacija naslednja. Trenutno je poslovna usoda Vegrada v rokah sodišča, konkretno okrožnega sodišča v Celju. To sodišče je najprej prejelo več predlogov za stečaj Vegrada, naknadno pa še predlog za prisilno poravnavo. Zaradi tega, ker si ti predlogi konkurirajo, je sodišče prekinilo postopek odločanja o stečaju, ker pa je bil predlog za prisilno poravnavo nepopoln, je pozvalo predlagatelja k dopolnitvi tega predloga. Rok se izteče 2. septembra in od takrat dalje bo sodišče imelo na razpolago procesno možnost, da odloča kako naprej. Če bo seveda predlog ustrezno dopolnjen, potem bo lahko odločalo po vsebini, sicer bo pač sprejelo procesno odločitev. Od trenutka dalje, ko bo znano, da je bodisi odločeno o prisilni poravnavi, bodisi o začetku stečaja Vegrada, pa se ponuja še ena možnost, ki jo imajo na razpolago upniki, lahko tudi manjšinski delničarji v povezavi z upniki, in to je tista, ki smo jo nedavno uveljavili z novelo insolvenčne zakonodaje po 199a členu in kjer pravzaprav lastniki izgubijo svoja lastniška upravičenja v situaciji, ko ne dokapitalizirajo družbe, pa bi jo lahko pravočasno dokapitalizirali in je zdaj zaradi začetka postopka prisilne poravnave oziroma stečaja dana druga možnost oziroma ta nova možnost tudi upnikov.
Stvar upnikov torej je, da se v tem pogledu organizirajo in med drugim bo šlo priporočilo te medresorske skupine prav družbi PDP, da naj na ustrezen način preveri te možnosti za to, da se izkoristi ta institut. Drugo, kar je pomembno za vas, je tole. Zoper odgovorne osebe v Vegradu oziroma povezanih družbah in seveda tudi pravne osebe teče vrsta postopkov, ki jih vodijo policija in tožilstvo. Večina teh postopkov je trenutno v zgodnji fazi tako imenovanih predkazenskih postopkov. Izjema je en postopek, za katerega je znano, da je glavna obravnava že razpisana za 22. oktober 2010 zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril, to je tako imenovana zadeva čista lopata. V ostalem pa gre za predkazenske postopke v zvezi s sumi različnih kaznivih dejanj, od kaznivega dejanja izneverjanja, poslovne goljufije, do kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, pa kaznivih dejanj na račun pravic, torej kršitev pravic, temeljnih pravic delavcev iz delovnega razmerja, kršitev pravic do socialne varnosti. Skratka, gre za večje število kazenskih ovadb, ne pa za 400, kar se je v zadnjem času večkrat pojavilo v medijih, ki jih obravnavata policija in tožilstvo. Delo policije in tožilstvo po podatkih, ki jih imamo, poteka usklajeno. Tožilstvo usmerja te predkazenske postopke. Tožilstvo koordinira tudi delo v zvezi s tem DURS-a in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa inšpektorata za delo in po potrebi tudi vodi posebne koordinacijske sestanke. Na ta način se bo zagotovila ustrezna kakovost odločitev, ki jo bo potem v nadaljevanju tožilstvo sprejelo. V postopku je več odgovornih oseb, seveda pa zaradi interesa predkazenskega postopka ni mogoče pridobiti, še manj razkriti podatke o konkretnih osebah, z njimi tudi vlada ne razpolaga, to je seveda stvar pravosodja. Za vlado je bilo pomembno to, da se je seznanila, da gre za pojav, ki je povezan s poslovanjem Vegrada, da je dobil zelo široke dimenzije in da se kazensko pravosodje nanj ustrezno odziva in ga tudi prioritetno obravnava. Vlada je danes obravnavala tudi vprašanje, ali Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o finančnem poslovanju in stečaju na ustrezen način ureja pravice manjšinskih delničarjev, pa tudi upnikov, ko gre za situacijo, kakršna se dogaja v Vegradu. To analizo je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, tudi v luči pobud družbe PDP, in ugotovljeno je bilo, da problem ni v zakonu. Zakonodaja omogoča tako manjšinskim delničarjem kot upnikom vrsto institutov, ki jih lahko izkoristijo, predvsem v smeri, da dosežejo imenovanje posebnega ali izrednega revizorja, da zahtevajo odpoklic člana nadzornega sveta oziroma tudi uprave. Seveda pa morajo tu izkoristiti ustrezne postopke. Pogosto se ti postopki začnejo na skupščini. Opozarjamo pa, da je skupščina Vegrada sklicana za 30. v tem mesecu in da so že predlagani določeni novi predlogi, določene širitve dnevnih redov, tako vsaj izhaja iz informacij, ki smo jih pridobili. To velja tudi za uveljavljanje odškodninske odgovornosti zoper odgovorne osebe. Tu opozarjamo, da se zaradi specifične situacije Vegrada, ki je razglasil insolventnost, uporablja merilo najstrožje presoje, in to je dolžnost uprave in nadzornega sveta, da ravna s skrbnostjo poslovno-finančne stroke. To seveda pride v poštev v vsakem postopku, civilnem ali kakšnem drugem. Posebne pravice imajo tudi upniki,
vključno z delavci, ki so v tej situaciji očitno upniki in ki lahko tudi vložijo odškodninski zahtevek po 263. členu Zakona o gospodarskih družbah. Zakon sicer določa tudi vrsto sankcij za prekrške. Prekrškovni organ je Ministrstvo za gospodarstvo in na osnovi tega, teh informacij, ki jih zdaj ministrstvo pridobiva, bo lahko tudi odločilo o ustrezni izvedbi prekrškovnih postopkov. Vlada se je danes posebej ukvarjala še z enim vprašanjem, ki ni povezano samo z Vegradom, pa tudi z njim. To je vprašanje odloga plačevanja prispevkov. Kot je znano, gre za pojav, ki pa ima v določeni meri tudi zakonito osnovo in vlada je danes sklenila, da bo na eni od prvih prihodnjih sej sprejela odločitev v zvezi s tem. Tu se namreč zbirajo še določeni podatki, naprimer podatek o tem, koliko je gospodarskih družb, ki jim je na ta način ustrezen davčni organ odobril odlog plačila prispevkov in kaj to lahko pomeni za reševanje njihovega finančnega položaja. Po drugi strani pa tu ne gre spregledati dejstva, na katerega je vlada že opozorila tudi sam predsednik vlade pred časom in tudi Vrhovno državno tožilstvo, da je to neplačevanje prispevkov kaj lahko tudi kaznivo dejanje. Predlog, ki bo verjetno posredovan strani te medresorske skupine, bo šel tudi v smeri, da se te informacije, ki so zelo pregledne, na pregleden način pripravljene, posredujejo vsem članom nadzornih svetov v družbah, kjer je država udeležena v teh družbah z svojim bodisi manjšinskim, bodisi večinskim deležem in ima svoje predstavnike v nadzornih svetih, zato da bodo lahko bodoče na učinkovit način izkoristili vse pravne možnosti, ki jih zakon dopušča. V nadaljevanju bomo v okviru teh informacij, ki jih imamo in še nekaterih, ki jih pridobivamo, v okviru te medresorske skupine pripravili tudi posebno pisno poročilo. Danes je bilo moje poročilo ministrom ustno, glede na kratek čas, ki smo ga imeli na razpolago za to. Hvala, gospod minister, za temeljito poročilo. Potem, kar ste pravili v zelo kratkem roku. Prosim, kakšno vprašanje na to temo? Hvala lepa. Ja.